Lep pozdrav, danes se bomo pogovarjali o gradbeništvu. Dobrodošli vsi gradbinci, projektanti in vsi, ki vas ta gospodarska dejavnost zanima. Še posebej pa pozdravljam tiste, ki mogoče kje v slovenskih gnečah stojite v kolonah. Pogovarjal se bom z Gregorjem Fickom, direktorjem Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije. Vprašanja bom postavljal Vasilij Krivec, odgovorni urednik revije Gradbeništvo in urednik spletnega portala Top gradbeništvo. Sva dva z zelo dolgimi nazivi, ampak verjetno gospod Ficko se danes ne bomo pogovarjali, kdo ima daljšega. Lepo pozdravljeni, verjamem, da ne, ker je dosti drugih tem, ki jih bo verjetno obdelale. Se pravi, pogovarjali se bomo o stanju v slovenskem gradbeništvu, o tem, kaj je dobro, predvsem pa o protislovjih, ki bremenijo poslovanje gradbenih podjetij, grenijo življenje državljanov in še o čem. Pa še ena zanimivost, moj sogovornik je Štajerc, jaz sem Korošec in na začetku vas bova iz Ljubljane peljala na Kitajsko. Gospod Ficko, pred kratkim sva se pogovarjala o vašem obisku na Kitajskem. A lahko za naše gledalce oziroma poslušalce poveste vašo zgodbo o robotu pleskarju? Res je, v mesecu aprilu smo gospodarska delegacija, ki smo otvorili člani Obrtno-podjetniške zbornice in Gospodarske zbornice Slovenije, obiskali Kitajsko. Predvsem cilj je bil obisk največjega kitajskega gospodarskega sejma Canton Fair, ki se odvija v Chengduju. In jaz sem šel predvsem tja z namenom pogledati ta res že dolgo opevani kitajski gradbeni boom, kaj se tam dejansko dogaja. Ena percepcija, ki jo mi dobimo preko medijev, drugo pa so ti pogledi v živo. Predvsem pa me je zanimalo tudi toliko opevana kitajska tehnološka superiornost na tem področju, kateri tudi marsikaj beremo. In moram reči, da sem bil res navdušen nad tem, kar sem videl. Prvič moram reči, da na tem sejmu res sodeluje pravzaprav vse, kaj na kitajskem v gospodarstvu karkoli pomeni. To so predvsem manjše srednje podjetja, ki se ukvarjajo s tem drobnejšim gospodarstvom, seveda so bila pa tudi gradbena podjetja, ki so predstavljala najrazličnejšo mehanizacijo in ostale pripomočke, ki jih pač pri gradnji uporabljajo predvsem ta trenutek v Aziji, ne toliko tukaj na našem področju. In ena od zadev, ki me še posebej zanimala in moram reči, ko sem jo pogledal, tudi impresionirala, so bili gradbeni roboti. No in ta zgodba, ki ste me vprašal, bil je prezentiran na sejmu tudi gradbeni robot pleskar. Prezentacija je bila stena približno 50 kvadratnih metrov, ki jo je robot obdelal v 7 fazah, od brušenja, dletanja, kitanja, ponovnega brušenja in tako naprej skozi še 3 faze, hkratnega sušenja. Za teh 50 kvadratnih metrov potreboval okrog 27-28 minut. Zdaj, zakaj je bilo to impresivno? Očitno, glede na količino stanovanj, ki se gradi ta trenutek na Kitajskem, in so te številke res impozantne, se postavlja vprašanje, ali oni res imajo toliko obrtnikov, da bi lahko to vse obdelali. Verjetno je odgovor tudi ne, tako kot imamo pri nas te težave, s tem, da pri nas pač načrtujemo dosti manj teh stanovanj, kot jih gradijo ta trenutek Kitajci, ampak oni so se odločili za en tehnološki razvoj in dejansko stavijo na robotizacijo procesov, s katerimi lahko to vse urejajo. Mimogrede, to ni bil edini robot. Predstavljeni so bili roboti za vezanje armature, za prebijanje prebojev, skratka niz strojnih pomočnikov, ki lahko danes ljudem pomagajo, pa ne samo v gradbeništvu. Simpatično mi je bilo tudi v hotelu, kjer imajo robotne pomočnike za čiščenje hotela, za prevoz hrane po nadstropjih in tako naprej. Skratka, očitno je Kitajska tukaj stopila z velikim zagonom v to robotsko in digitalno sfero in na nek način se jim to tudi že pozna. Ok, to je kot za nalašče, da se lahko pogovarjava o dodani vrednosti.
Oprostite mi, gospod Ficko, oprostite mi tudi gledalci, zdaj bi jaz tule prebral nekaj številk. Dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji je znašala približno 64 000 evrov, medtem ko je bila v gradbeništvu precej nižja, ne, in je bila nekje med 33 in 40 tisoč evrov na zaposlenega v zadnjih letih. Zdaj, če primerjamo dodano vrednost v Evropski uniji, znaša tam med 45 in 55 tisoči evri na zaposlenega. Povprečna dodana vrednost v vseh panogah v Evropski uniji pa je okrog med 75 in 85 tisoč evri. Zdaj vidimo, ne, da nižja dodana vrednost v gradbeništvu ni samo značilnost Slovenije, ampak jo poznamo tudi v razvitih gospodarstvih. Ne. Ampak vseeno, zakaj je dodana vrednost v gradbeništvu globalno in v Sloveniji nižja od povprečja? Glejte, gradbeništvo je v primerjavi recimo z nekaterimi drugimi tehnološko razvitimi gospodarskimi panogami, kot je recimo strojna industrija, ne vem, avtomobilska industrija in tako naprej, kjer so pravzaprav že skoraj pol drugo desetletje roboti že vpleteni ali pa vpeti v samo proizvodnjo, je gradbeništvo še vedno relativno surova panoga. Ne, tukaj gre v bistvu za sicer velik obseg del, ki se izvaja z mehanizacijo, ampak vemo, da gre za strojno mehanizacijo, kot so buldožerji, bageri, demperji in tako naprej, torej asfalterji, finišerji. In ta preboj, da bo gradbeništvo postalo, bom rekel, tako kot sem vam prej razlagal glede Kitajske, vezane na visoko gradnjo, pa bi verjetno v nizkogradnji kaj našli, nas še ta korak čaka. Ne samo Slovenije, tudi evropske države. Moram reči, da je stopnja robotizacije v Aziji, tu ni samo kitajska tiska, vemo tudi, da so Japonci tukaj zelo daleč, da so Korejci tukaj zelo daleč, govorimo o Južni Koreji in ostale države, ki spadajo v ta azijski bazen, da so nas tukaj prehitele in tu je velik izziv seveda za slovensko operativo. Ki je pa tukaj in zdaj. Mi smo zdaj ta trenutek tukaj in zdaj seveda, ali se bo ta proces, bom rekel, uvajanja robotov glede na kadrovsko stanje, o katerem bomo verjetno spregovorila tudi kasneje, takšen, da se bomo tudi mi morali slej ko prej obrniti k robotom, moramo pa po drugi strani vedeti, ne, ali bomo v Sloveniji imeli dovolj akumulacije del, da se bo dejansko ta uvoz oziroma ta segment uvajanja robotizacije v samo panogo izplačal. Namreč, ta tehnologija ni poceni, sicer so kitajski roboti še vedno cenejši, kot so japonski ali pa korejski, ampak ne glede na to, niso ti procesi tako poceni in seveda podjetja bodo morala akumulirati dovolj sredstev, da bodo lahko vsaj stopila na pot robotizacije, kaj šele na to, da bi enkrat čez desetletja govorili, da bodo sistemi recimo v določenih fazah, prej sem govoril o pleskarskih delih, ampak takšnih segmentov še kar nekaj, ki jo imajo Kitajci robotizirano bolj ali manj, lahko sledila takšni stopni, kot je to tam. Dokler bomo pa mi izvajalce stiskali na najnižji možni ceni ali pa na procesih, ki dejansko niso produktivni iz vidika izvajanja gradnje, kot so enoletna pogajanja ali je obračun neke razlike v ceni upravičen ali ni upravičen, tako dolgo se bomo pa seveda težko pogovarjali o uvajanju tiste stopnje proizvodnih procesov, ki bodo tudi dodano vrednost v gradbeništvu kot takim dvignili. Ok, če mogoče malo pozame, govoriva o obsegu del oziroma o ekonomiji obsega in pa seveda tudi o stroških in cenah gradbenih del. Točno o tem. Ampak recimo, če greva pa čisto v temelje, ne? Ja. Gradbeništvo, ne? To so zgodbe o metrih, to so zgodbe o kubikih, to so zgodbe o tonah, ampak za vsemi temi zgodbami stojijo pa ljudje. In tisti, ki prinašajo dodano vrednost, so verjetno najbolj izobraženi ljudje, ki jih je pa v Sloveniji nažalost premalo. Kako bi lahko na kratek rok zapolnili to kadrovsko vrzel? Mi smo dejansko v Sloveniji naredili katastrofalno napako pred 15 leti, ali pa recimo okrog 15 let zdaj od tega, leto gor ali dol niti ni važno,
da smo dejansko branžo pustili popolnoma propast. To je velika odgovornost slovenske politike in kaj se je nam takrat zgodilo? Seveda, ker mladi ljudje, ki bi danes pravzaprav že zasedali odgovorne položaje v sami panogi ali bodisi v projektivi, bodisi v operativi, v nadzoru, v razvoju, raziskavah, kjerkoli, takrat niso videli dejansko perspektive. Morate vedeti, da so bile takrat srednje šole prazne, da so bile fakultete prazne, da smo imeli, par deset študentov na fakulteti za gradbeništvo in v Mariboru in Ljubljani. Mimogrede, ko sem se jaz leta 1984 pisal na študij gradbeništva v Mariboru, nas je bilo več kot 200 v prvem letniku. In mi danes ta generacijski izpad čutimo in ga nikakor ne moremo vzpostaviti vsaj približno na neki nivo, kot smo ga imeli recimo ob osamosvojitvi. Ko tudi ni bila zgodba enaka, kot je bila še 10 let pred osamosvojitvijo. In zdaj nam seveda ta bazen manjka, oziroma ta kadrovski potencial manjka. Drug problem, ki ga pa seveda imamo, je pa ta, da pa ima okrog 3 do 4 tisoč licenciranih gradbenih inženirjev, kaj pomeni licenciranih, ki imajo licenco Inženirske zbornice Slovenije za opravljanje najzahtevnejših del v gradbeništvu, zopet od projektive, operative, nadzora in tako naprej, pogoje, da se v naslednjih letih upokoji. In tukaj se seveda obeta, ne samo, da se obeta, mi že prihajamo v kadrovsko luknjo. In ne glede na to, da so se v zadnjih 3, 4, 5 letih zaradi vseh aktivnosti, ki smo jih peljali tako v Inženirski zbornici kot v naši hiši, kot tudi gradbena podjetja, ki so se ponovno vrnila nekim koreninam, ki so bila znana že iz preteklosti, se pravi štipendijski skladi, izobraževalni skladi in tako naprej, da so se ti vpisi popravili, še vedno nismo niti približno na nivoju, ki bi ga v Sloveniji v gradbeništvu potrebovali. Pa še nekaj bi rad povedal, mi smo lahko zelo hitro tukaj zopet na tankem ledu. Mi se ne zavedamo, kar sem jaz tudi že nekajkrat povedal v svojih kolumnih ali pa v razgovorih, da dejansko v Sloveniji infrastrukture ne gradimo zato, da bomo gradbeništvo zaposlovali. Mi v Sloveniji infrastrukturo, pa ne gre za tu samo za ceste, železnice, za najrazličnejše zadeve, ki jih ljudje, ki v tej družbi živimo, tudi potrebujemo za svoje normalno življenje. Govorim tudi o projektih, ki jih financira zasebni sektor, da bo moral to nekdo zgraditi. In to pač gradimo mi, gradbinci. Ampak mi še danes rešujemo stvari, ki bi pravzaprav na področju infrastrukture ali državne, pretežno državne, morali biti rešene že pred 15 leti. In to je ta problem, da mi imamo razvojnega procesa, kaj želimo graditi, kdaj, zakaj to potrebujemo, in vsi projekti, ki se jih mi lotevamo, čeprav so že imajo dolgo brado, so še vedno prezentirani kot stihijski. In začel ste s temi zastoji v vašem uvodu. Tudi to, kar se sedaj dogaja na slovenskih avtocestah, je posledica stihije. To ne more biti posledica nekega pametnega načrtovanja. Če se vrnemo samo še malo na kadre, koliko časa traja od dneva, ko se študent vpiše na gradbeno fakulteto, seveda, da doštudira, da pridobi vse certifikate, kompetence in da v končni fazi je lahko inženir, ki je sposoben voditi tudi najbolj zahtevne projekte. Glejte, to je odvisno tudi od karakterja človeka in pa seveda njegovega resničnega zanimanja za gradbeništvo. Neko povprečje obstaja. Poglejte, ko končaš študij, recimo, da v 4 letih opraviš vse obveznosti vpisa v imenik Inženirske zbornice, opraviš strokovni izpit, pridobiš neke izkušnje na gradbišču, to je zopet odvisno, ali te zadeve zanimajo ali te ne zanimajo, oziroma kako te zanimajo. Zdaj, če se usmeriš v projektivo, se pravi v projektivni biro, je tam ta proces še hitrejši, tudi odvisno od mentorja, ki ga imaš, z ljudmi, ki se s tabo kot z mladim inženirjem ukvarjajo. Ampak jaz moram reči, ne bom rekel, da je bila družba včasih bolj kruta, kot je danes, ampak ko sem jaz zaključil študij gradbeništva in ko sem začel delati v takratnem Gradisu, ki je bil v bistvu drugi največji gradbeni sistem v takratni Jugoslaviji, ni bilo nekega vprašanja, zdaj v kakšnem času bom jaz osvojil znanje, da bom lahko samostojno šel na gradbišče in peljal projekte ali nizkih ali visokih gradenj. Res, da so te zadolžili na začetku za manj zahtevne projekte, ampak vržen si bil v vodo. Jaz se danes pogovarjam z direktorji gradbenih podjetij, da ko dobijo dejansko mlade kadre, mlade inženirje, seveda so tudi med njimi svetle izjeme, da imajo zelo veliko težav s tem, kako jih pripraviti na ta sistem delovanja, ker nekaj moramo vedeti, gradbeništvo je še vedno relativno
surov posel. Ne? Tudi odnosi niso enaki, kot so v neki fini industriji ali pa v neki, ne vem, elektronski industriji ali tako naprej. Ta razmerja so relativno bolj neizbrušena in je seveda odvisno od, zdaj predvsem govorimo o gradbeni operativi, od karakterja mladega človeka, ki v to pade noter. Tako da je pa res tudi to, da se podjetja počasi vračajo nazaj k nekim koreninam, ki smo jih v Sloveniji že imeli utečene, že v prejšnji državi, da se uvajajo neki sistemi izobraževanj v podjetjih, da se kadrovske službe bolj ukvarjajo s temi mladimi, da so tudi ta mentorska izhodišča bolj razdelana, kot so bila še recimo 15-20 let nazaj. Ne. Tako da se tu vseeno delajo neki premiki. Hvala Bogu, zopet so zaživele priprave dela v posameznih podjetjih, ki so recimo bila pred 40 leti standard neke sodobne gradnje. Bom rekel, takoj po osamosvojitvi ali pa 10 let po osamosvojitvi je bil vodja gradbišča s tem, ki se ukvarja vse od tega, koliko ljudi ima bolniški, od tega, ki je cement kupil in tako naprej. To je danes vseeno malo bolj organizirano, razdelano in dejansko tudi prav tako. Vodja projekta na gradbišču ima nalogo projekt graditi hitro, kvalitetno, s kar se da minimalnimi stroški in to je cilj tega. Ampak na drugi strani deva se zdaj mogoče malo usmeriti na izobraževalni sistem. Tehnologije se spreminjajo, navade študentov se spreminjajo, v bistvu cel svet se spreminja. Zdaj, koliko sta fakulteti za gradbeništvo v Ljubljani in v Mariboru prilagojeni na te potrebe in kaj bo ta mogla narediti? Prvič zaradi tega, da bodo mogoče bolj popularizirali to panogo in drugi zaradi tega, da bodo prišli diplomanti teh fakultet na trg izobraženi v skladu z nekim duhom časa, tehnološkim napredkom, njihovimi življenjskimi navadami in tako naprej. Glejte, fakultete se trudijo slediti trendom, ki se pač dogaja in v svetovnem in v evropskem gradbeništvu. Jaz sem mogoče rekel, da na nekaterih področjih mogoče še prehitro. Kaj hočem s tem povedati? Mi smo recimo ugotovili tudi v razgovori z obema fakultetama, pa tudi z srednjimi gradbenimi šolami, ki so neka prva odskočnica za mlade, ki že v začetku vedo svoje poti, kaj želijo biti po poklicu, da smo recimo neke bazične osnovne predmete kar črtali iz repertoarja izobraževanja. Mi danes pravzaprav nimamo klasične opisne geometrije v šolah. Mi nimamo danes klasičnih gradbenih kalkulacij v šolah. Ne? Mi se srečujemo z kadri, ki dejansko, ko pridejo na gradbišče, ne znajo izračunati, postaviti kalkulativnih postavk za izračun cene po enoti mere za nek gradbeni izdelek. Ne? Tudi statika se takoj preskakuje na aplikativne učne pripomočke, s tem, da si študenti niti ne znajo predstavljati, kaj pomeni posamezen momentni diagram ali pa mogoče silni diagram, da še bolj poenostavim. Ne? Skratka, v želji študij, ne bom rekel olajšati, ampak ga poenostaviti, smo se tem korakom izognili in tudi to je tisto, kar danes gradbena podjetja, kadrovske službe, inženirji, ki se z mladimi ukvarjajo, opažajo. Skratka, nekih bazične postulate bomo morali vrniti nazaj. Druga stvar pa je ta, da seveda je gradbeništvo vedno predstavljeno kot panoga, kar se jaz vedno jezim, ker je v članku o gradbeništvu slika dveh delavcev, ki imata en lopato v roki, en pa kramp in je vse v nekem prahu. Jasno, da to ni postulat, ki bo mlade pritegnil. Gradbeništvo je danes ravno tako zgodba tablic, mobilnih telefonov, računalnikov, umetna inteligenca, sinhroniziranja gradbenih procesov, od proizvodnje polizdelkov, od proizvodnje asfalta, betona in tako naprej, od koordiniranja gradbene mehanizacije z gradbenimi procesi do BIM modeliranja na sami gradnji, prenosa v gradbeno knjigo in tako naprej, je danes v velikem zamahu, velika gradbena podjetja ga z veliko žlico uvajajo. Projektiva je tukaj pravzaprav ob boku, slovenska projektiva je tukaj ob boku evropski projektivi. In jaz verjamem, da bo tukaj tudi izobraževalni sistem svoje oddelal. Moral bo. Ja, se pravi, na eni strani ga narediti malo bolj, po domače povedano, fancy,
po drugi strani pa uvesti več teh bazičnih znanj, ki so osnova za razumevanje inženirskega dela. Mi imamo en problem tudi v tej digitalizaciji, pa ne narobe razumeti. Ko sem jaz študiral, absolutno se zavedam, internet je svoje opravil in tu ni kaj, ampak bazični študij gradbeništva seveda pomeni tudi ure in ure sedenja, preračunavanja različnih problemov, od statičnih, dinamičnih, niz takih zgodb, da se dan ne razlagam, do risanja, ne vem, predornin in tako naprej, s katerimi se danes AutoCAD bolj ali manj ukvarja, ampak je vprašanje, či imamo osnovno razumevanje, kaj ta AutoCAD naredi in kako ti procesi tečejo. In to je bilo seveda mukotrpno sedenje. Potem smo prišli na internet, kjer so pravzaprav danes vsi problemi rešeni. Zdaj z prehodom na umetno inteligenco, pravzaprav že umetna inteligenca vam reši katerikoli problem, ne? In tukaj se pojavlja strah, ne, da bo tega bazičnega razumevanja stroke kot take, ki pa moram vam povedati, je izredno zahtevna, pa ne samo gradbena, so tudi strojniki se srečujejo z takšnimi problemi, ne? Da se zna zgoditi, da bomo z nekim poenostavljanjem teh znanj dejansko dobili kader, ki ne bo razumel bistva tehničnih problemov. In seveda, če mi ne razumevamo bistva tehničnih problemov, ne, to mi tudi profesori na šolah, s katerimi se pogovarjam, večkrat potožijo, da študenti ne razumejo niti osnovnih bistvenih problemov, se nam seveda zna zgoditi, da bomo imeli da bomo enkrat naleteli na probleme, ki bodo dejansko lahko imeli neke daljnosežnejše posledice. Hvala Bogu, v Sloveniji se še do zdaj, za razliko tudi od zahodnih držav, nič ni podrlo. V Avstriji vemo, da so nam mostovi padali, ne? V Italiji vemo, da so nam mostovi padali. V Sloveniji še tega nimamo, ampak mi moramo stremeti temu, da se to nikoli ne bo zgodilo. Ok, a se lahko vrnemo spet malo na Kitajsko? Lahko. Povedali ste mi tudi zgodbo, da je kitajski proizvajalec avtomobilov JBD, če se ne motim. BGD. Ja. Postavil tovarno. Zraven so za delavce zgradili naselje z 5 bloki. To ni nič kaj takega. Ampak, za Kitajce res ne. Pa tudi za nas ne. Ampak drugo stvar bom vprašal, ne. Koliko časa so za to rabili, da so vse to zgradili? Glejte, zdaj, jaz vam povedal, tako kot je nam bilo predstavljeno, upam, da ne bo zdaj kdo v zrak skošil po neki ideološki liniji, ampak samo všesa so nas. V Čengdoju je partija ali partijski sekretar ali kdo je bil, pač sprejel odločitev, da mora BJD postaviti tam tovarno v enem letu. To je bilo leta 2017. Cilj je bil robotizirana, vrhunsko tehnološko opremljena tovarna z približno 3000 zaposlenimi in pa letna proizvodnja avtomobilov okrog 100,000 vozil na leto. In oni so to postavili v enem letu. Tovarna je vrhunsko opremljena, takrat, če niso Kitajci imeli teh svojih robotov, so imeli recimo noter v tovarni robote od nemškega proizvajalca Kuka. In zraven so zgradili stanovanjske bloke za delavce, tisti, ki stalno živijo in tisti, ki se pač vozijo iz drugih krajev. Mimo tovarne je speljana sodobna 4-pasovna cesta z navezavo na železniški logistični sistem in pa z navezavo na letališče. Skratka, sistem takšen, kot mora biti, brez kakršnih koli večjih problemov. Eno leto je to trajalo, tovarna, ko jo vidite, je BP in to je pravzaprav, jaz sem potem, ker sem to res malo opazoval, ne samo za to tovarno, že tudi ostale te zadeve, ki jih oni gradijo kot take, ne. Verjetno si bomo morali priznati, da je tukaj Evropska unija, ne govorim zdaj o Sloveniji, ampak generalno Evropski uniji, čeprav tudi vse države niso takšne, v bistvu zato s tem samo omejevanjem izvajanja infrastrukturnih projektov z raznimi omejitvami vezanih predvsem na prostor, okolje in tako naprej. Vprašanje v tem konkurenčnem boju za Kitajsko in za Azijo, predvsem s Kitajsko in z azijskimi državami, ni sama sebi dala strela v kolena. Ker zdaj, jaz vam tole povedal, ta tovarna bila zgrajena po najsodobnejših ekoloških standardih. In tudi to moram povedati, da tako kot je bilo za varstvo delavcev poskrbljeno v tej tovarni, z tablami, z opremo, ki so oni imeli, to moram reči, da v Sloveniji še nisem videl. Ne, to je res na nivoju, semafori, diagrami spremljajo kontinuiteto proizvodnje do minuto natančno,
linije varstva pri delu so jasno označene. Torej, ta tovarna je zgrajena po najsodobnejših standardih. Govorim pa to zato, ker sem sam obiskal še nekaj avtomobilskih tovarn tudi v Evropi, recimo Hyundai na Češkem, Audi v Nemčiji in tako naprej. In moram reči, ta tovarna BGD je na nivoju evropskih tovarn, ampak očitno z 3/4 manj administrativno-birokratskih problemov, kot se z njimi v Evropi srečujemo. Ok. Glede, vi ste mi pred nekaj dnevi poslali eno kolumno, objavila jo bova malo kasneje, ker čakala na formiranje vlade, in v tej kolumni ste nekje naslovili enih 6 ali pa še mogoče kako več zahtev slovenski vladi. Ne bi jih zdaj našteval, to bomo lahko prebrali kasneje, ampak nekaj bi pa vseeno izpostavil, pa dovolite, če vam lahko preberem. Prosim. Kaj ste zapisali? Ja. Sistem izbire vodilnih ljudi za vodenje velikih infrastrukturnih projektov mora biti izrazito meritokratski. Temelji so znanje, reference, rezultati in integriteta. Ne pa politična bližina ali administrativna pripadnost. Ste lahko malo bolj konkretni pri tem? Glejte, jaz vam tole demonstriral z primerom, s katerim sem se jaz srečal pred 15 leti, ko sem bil še direktor direkcije za ceste. Jaz sem obiskal našega nizozemskega bratranca, to je nizozemski Rijkswaterstaat, to je podjetje z okrog 10 000 zaposlenimi. Nizozemska firma, to je v bistvu njihova direkcija za infrastrukturo, skrbi za ceste, vodne kanale in tako naprej. In jaz, ko sem se pogovarjal z njihovim direktorjem, bil sem 2-krat na obisku pri njih, meni so povedali, dejansko tam je izključno pogoj zaposlitve vrhunska usposobljenost inženirjev, ki pri njih delajo. Pa naj gre za ceste, naj gre za vode, naj gre za železnice, za karkoli. Zdaj si vi predstavljajte, ne? Nizozemska pravzaprav država, ki je, zakaj je tudi temu tako, da bomo razumeli, in to je tudi kristalno jasno razumljivo, nizozemska država, ki je v bistvu v 1/3 svoje površine pravzaprav umetno na suhem. Ne, se pravi, sistem je prepreden z zapornicami, s kanali, to vodo držijo z umetnim sistemom, gradbenimi projekti, ki so neke vrste tudi čudo sveta in jih tudi tako predstavljajo. In tam kakršnakoli, bom rekel, nestrokovnost, neusposobljenost ljudi, ki ne vedo, zakaj se gre, seveda lahko povzroči katastrofo neslutene obsežnosti. Zdaj pa pridimo v Slovenijo. Ne, mi beremo po medijih, imamo veliko težav z načrtovanjem, z planiranjem, kdaj bomo kaj delali, ali zadanemo pravo točko časovno, kdaj je potrebno nekaj zgraditi. Glejte, jaz se spomnim, mi smo 3. razvojno os, prej ste omenili, da ste s Koroške, se seveda vas to še kako tiče, smo začeli, je bila sprejeta v takratnem nacionalnem avtocestnem programu leta 2004 in še isti mesec, ko se je v uradnem listu posušil ta nacionalni program, smo začeli s postopki umeščanja v prostor. Danes je leto 2026 in vlada je šele en mesec pred volitvami sprejela zadnji državni prostorski načrt med Slovenj Gradcem in Dravogradom, pa še to imamo občutek bolj zaradi volitev, kot zaradi česa drugega, ker ta DPN se je vlekel kar, mislim, da dolgih 15 let, se je valil po raznih predaljih, da smo potrebovali 22 let, da smo odsek od Šentruperta pa do Dravograda dejansko umestili v prostor. Kje se tule noter kaže pomanjkanje kompetenc, recimo Darsa v tem konkretnem primeru? Ne gre samo za Dars, ne gre samo za Dars, gre tudi za ministrstva. Tudi ministrstva so tukaj zelo pomemben igralec. Problem je, povedite mi, na katerem ministrstvu je danes zaposlen klasični gradbeni inženir z dolgoletnimi izkušnjami pri vodenju projektov, ki bi dejansko procese umeščanja v prostor, sploh logike, zakaj dejansko to počnemo, razumel. Ga nimate, pokažite mi ga. Isto velja za Ministrstvo za okolje in prostor. Dars je seveda tukaj, če govoriva o avtocestah, seveda ne bomo samo o avtocestah, Dars je tukaj tisti, ki bolj ali manj zagotavlja strokovne podlage, vendar razumevanje načrtovanja, potreb
infrastrukture, potreb, kaj v državi potrebujemo na prometnem področju, kaj potrebujemo na energetskem področju in tako naprej, je pa tudi v domeni ministrstev. Ministrstvo je vladni inštrument ali pa je v službi vlade, ki dejansko mora pripraviti neke razvojne procese, programe in tako naprej, tudi na koncu povedati, odkot bo zagotovil finančna sredstva in tako naprej. Teh kadrov danes več ni, kar pomeni, da pozicije, ki so izredno pomembne, zasedajo ljudje, ki niso kompetentni. Jaz sem prišel leta 2002 na Ministrstvo za promet na povabilo takratnega prometnega ministra Jakoba Presečnika, ne po strankarski ali kakršnikoli liniji, ampak povsem po strokovni, ker so me priporočali ljudje iz Darsa, ki so z mano delali takrat na avtocestnem programu okrog Maribora, in jaz sem takrat suvereno prevzel izvajanje avtocestnega programa v svoje roke in do leta 2008, ko sem odšel na direkcijo za ceste, zopet na povabilo stroke, ne politike, smo pravzaprav rešili vse strokovne probleme umeščanja v prostor, ki so se prej reševala 10 let. Spomnite se Trebnjega, spomnite se Radovljice, spomnite se avtoceste proti Ptuju, vprašanje Hajdine, ki bo priključek za Pirinsko avtocesto, da o izgradnji pomurske avtoceste, Pirinske avtoceste in tako naprej ne govorim. Vse to smo strokovno, inženirsko, ne politično, ampak inženirsko reševali takrat na ministrstvu, tudi z ostalimi kolegicami in kolegi iz ostalih ministrstv. Danes se je to uradništvo, ki bi seveda moralo imeti velik vpliv, postavilo v cono ugodja, zato je zopet kriva politika, ker ga je kastrirala, in danes več nobene upa prevzeti, nobene odgovornosti, nobene odločitve, ničesar. Včasih smo prevzemali odločitve in to je bilo bistveno. Okay. V kolikšni meri verjamete v umetno inteligenco? Pa verjamem, gledajte, to je neka nova stvar in moram verjeti. Okay. Ja. Omenili ste, da ste bil direktor direkcije za ceste. Drži. To mi je umetna inteligenca napisala o vas. No. Lahko preberem. Ja, kar seveda. Gregor Ficko je bil leta 2014 direktor direkcije za ceste. Takrat je direkcija zaradi slabega stanja infrastrukture napovedala zapiranje oziroma omejitve za tovorni promet na več mostovih in nadvozih v Sloveniji. Ficko je takrat pojasnil, da gre večinoma za dotrajane premostitvene objekte, ki jih država zaradi pomanjkanja denarja dolga leta ni ustrezno vzdrževala. A je to točno? Lete, prav vesel sem, da ste to odprl in sem prav vesel, da lahko po dolgih letih res to še dodatno pojasnim. Ja, res je. Glejte, to je ta zgodba, ki je začela sopadati z krizo. In mi smo takrat, jaz sem direkcijo prevzel leta 2008 in mi smo takrat naredili ambiciozen program izgradnje obvoznic. Mi smo ugotovili, da ogromno slovenskih mest, ki se je že takrat dušilo v prometu, nima rešenih teh osnovnih prometnih sistemov. Mesta so se urbanizirala, prometa pa niso imela rešenega. In mi smo takrat naredili načrt, katere obvoznice bomo gradili z veliko večino z evropskimi sredstvi, reševali smo plazove, reševali smo objekte in tako naprej. Ampak zakaj ste zaprli te mostove? Bom povedal. In takrat se je začel dogajati en precedent, da je država začela omejevati državni proračun in kot za nalašč, zdaj ne vem, ali je bila to zgodba, ker smo imeli vedno več milijonski proračun, čeprav ni bil nekaj bogat, glede na to, kaj smo vse imeli na svoji grbi, na teh 6000 kilometrih državnih cest, in se nam je proračun začel drastično omejevati. Jaz moram povedati, tudi to brez dlake na jeziku, takrat je bila državna sekretarka za finance, na Ministrstvu za finance, današnja infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. In jaz se spomnim mučnih razgovorov med ministri in njo, tudi jaz sem bil na nekaterih prisoten, kjer nikakor nismo mogli dopovedati, da mi denar za infrastrukturo potrebujemo, če hočemo zadeve reševati. Danes je seveda v vlogi ministrice popolnoma obrnila ploščo, kar na koncu tudi v redu, ampak škoda, da tega dojemanja ona ni imela v tistem časovnem obdobju, ker če bi država takrat razumela, kaj se bo s to gospodarsko krizo zgodilo in kaj pomeni gradbeništvo za reševanje gospodarstva v času ekonomske krize, to smo videli tudi v času covida,
potem bi država zagnala infrastrukturne projekte, ki smo jih že takrat imeli pripravljene za polno paro. Tako pa jih je popolnoma zadušila in posledica tega je bila samo to, da ne samo, da nismo prišli do infrastrukture, ampak da so nam tudi podjetja propadla. No in kaj se je zgodilo? Mi smo imeli pripravljene projekte za sanacijo preko 30 mostov. In jaz sem že na obravnavi proračuna v državnem zboru takratni finančni ministrici, oziroma mislim, da je bila takrat državna sekretarka Matej Vraničar, povedal, da vkolikor bo država, ministrstvo finance rezalo denar direkciji, da bomo ceste zaprli. Jaz sem imel po zakonu o cestah do tega vso pravico. Tudi kot direktor sem bil odgovoren za varnost. Da si vi predstavljate, recimo, da se nek most podre, pa da gre avtobus z otroki v potok ali bilo kaj. Koga bi linčali? Sigurno ne politike, ampak bi linčali mene kot direktorja direkcije. In točno to se je zgodilo. Meni so takoj po novem letu sodelavci prišli povedati, da je proračun za sanacijo mostov, ki je bil takrat predviden prazen, dobesedno ničla je bila noter in moja zelo enostavna in tudi zelo hitra odločitev je bila, da bomo mostove zaprli. In nekaj smo delno zaprli, nekaj popolnoma. Jaz sem seveda potem odšel, oziroma moral oditi, ker je pač to bil prevelik pritisk na politiko, ampak potem se pa denar čudežno našel. Zanimivo. Tako da še danes ne vem, ali je bil vzrok, da se je direkcije imel denar v moji osebi, potem bi mi lahko to prišel nekdo povedati. Jaz nisem nikoli sedel na stolu zato, ker mi bi bilo to všeč, ampak zato, ker smo tam res delali. Ker tako žrtvovati direkcijo in se igrati s takimi igrami pa ni bila najbolj okusna. A ste vi mogoče se strinjate s tem, da smo mi zreli za zračni most med Mariborom, Celjem, Ljubljano, Postojno in Obalo? Kako to mislite? To je kot v filmu Peti element, ali kaj? Kot si to zamislila predsednica Nataša Pirc-Musar, ki je lani na eno prireditev zaradi gneče na avtocestah in zaradi varnosti najela helikopter in se odpeljala iz Obale v Prekmurje na eno proslavo. Drugače bi pa lahko Ivo Boscarol razvil neke take malo večje helikopterčke, električne seveda, ne? In vzpostavil zračno povezavo s temi mesti. Bi mi malo frleli, malo iz Celja, kamorkoli že, prestopali, naredili bi taktne sisteme in ne bi bilo več gužve na avtocesti. Vi se zdaj malo hecate, vidim, to je sicer ok, ampak stvar je tako absurdna, da se težko resno pogovarjamo. Se strinjam z vami, ampak stvar je seveda dosti bolj resna, pa še eno, pravzaprav, zdaj že bom rekel, tragični prizvok ima. Glejte, oktobra leta 2010 je bil v Portorožu, ne vem kateri kongres o cestah in prometu takrat, vi ga dobro poznate, ker ste ga večkrat obiskal. In leta 2010 je bila v Portorožu s strani cestno-prometne stroke sprejeta resolucija, ki je šla mimogrede k predsedniku države, k predsedniku vlade, na vsa ministrstva, skratka ni bilo političnega organa, ki tega ni dobil, v kateri smo jasno zapisali, pa ste leta 2010, jaz sem to resolucijo tudi pošiljal po tem mediju in hvala Bogu, da sem še jo našel, kjer smo jasno napisali, da vkolikor se modernizacija tako cestnega kot železniškega omrežja ne bo nadaljevala z njegovo širitvijo, z modernizacijo železnic, z načrtovanjem novih prog, ki bodo namenjene ne samo tovornemu železniškemu prometu, ampak tudi javnemu potniškemu prometu, da se bo Slovenija našla v veliki prometni krizi. Kar zdaj je. In evo, 16 let smo čakali, politika se je delala, da tega ne vidi, da se ne bo nič zgodilo, in zdaj smo tukaj. In jaz moram reči, da meni ni, razumem vaš sarkazem, da hočete pač to pokazati, da kam smo mi zabredli, ampak to je pravzaprav danes velika tragedija. Glejte, jaz se vstanem zjutraj ob 5, da lahko grem v službo, za katero rabim v najbolj zgodnji uri, da pridem v pisarno več kot 2 uri pa četrt. Jaz, ko sem se pred 15 leti vozil na ministrstvo službo ali pa na direkcijo službo, sem potreboval uro pa pol. In so se prve kolone začele pri Domžalah. Danes so te kolone nad Lukovico, se pravi od bivše Mitnice naprej, če se spomnite, ki je bila pri Kompolju,
tam se začnemo počasi ustavljati. In kaj pomeni, da smo mi popolnoma padli na izpitu načrtovanja, planiranja, kaj mi dejansko sploh želimo. Isto je na železnicah. Ne, jaz pozdravljam namero države, glede na to, da so bila tudi evropska sredstva na razpolago, da se slovenski železniški sistem, ki vemo, da je popolnoma zastarel, obnovi. Vendar mi vsi vemo, da z rekonstrukcijo železnic za tovorni promet, se pravi za povečanjem nosilnosti in popravki nekih tehničnih elementov in rekonstrukcijo železniških postaj, prometa ne moremo, oziroma sistema ne moremo vzpostaviti za učinkovit javni potniški promet. In pa tretja stvar, kar se nam je zgodila se je paradigma v prostoru, kjer so se sociologi začeli ukvarjati z prometom. Jaz verjamem, da je verjetno vprašanje prometa tudi sociološko, ampak reševanje tehničnih problemov je pa popolnoma inženirsko vprašanje. In mi smo se začeli srečevati v zadnjih 10 letih z paradigmami, češ ne bomo več gradili cest, ker bomo mi to vse spravili na železnice. Zdaj, da bi pa nekdo povedal, kako bomo mi to spravili na železnice, tega junaka pa ni bilo. Verjetno so vsi gledali risanko o lokomotivčku Tomažu, kjer vlak sam skoči, oziroma kamion sam skoči na vlak in je bilo to. Ampak kaj pomeni integracija tovornega, cestnega prometa z železniškim tovornim prometom, si lahko danes pogledate pri logističnem centru, ki so ga Avstrijci zgradili pred 3 leti v sklopu izgradnje nove železniške proge med Dunajem, Gradcem, Celovcem in naprej proti Pontebu, kakšen logistični center je tam zrasel. In to je ta zgodba, o kateri mi govorimo. Glejte, vi se spomnite ene moje kolumne, še pogovarjala so se s tem, Nemčija je pred leti popolnoma obnovila avtocesto A3 med Passau in nizozemsko mejo. In je zgradila iz stare avtoceste zgrajene po 2. svetovni vojni sodobno 6 in 8 pasovnica. Ampak zraven te avtoceste poteka sodobna železniška proga zraven avtoceste z hitrostjo 250 do 300 km/h. Konvoji tovornih vozil, jaz sem to v živo videl, so strašni. Tam so konvoji dolgi po 40-50 km. In Nemci niso sanjali o tem, da bodo te kamione spravili na železnico, kljub temu, da jim teče pred nosom. Mi imamo v Sloveniji več kot 10 000 težkih tovornih vozil na dan, ki vzamemo, da je poprečno en kamion dolg 15 metrov, to 150 km. Pa kdo lahko v Sloveniji spravi 150 km kamionov na slovenske vlake in na slovenske železnice? Ja. Ampak, če se vrnemo na tukaj in zdaj, ko smo že enkrat omenila. Prej ste omenili, da zaradi premalo sredstev, zaradi premalega vzdrževanja cest ste zaprli oziroma omejili prevoz čez mostove. To je bila pač posledica nekih časov. Ne. Ja. Zdaj, pa, če pogledamo od Maribora do Kopra, imamo vsaj 3 velika gradbišča. Eno na Štajerskem, eno pri Domžalah in drugo pri Postojni. A mislite, da je pametno, da se vse te velike obnove dogajajo istočasno? Ali bi morali tudi ta dela malo razbremeniti, ker tudi po vaših izkušnjah je stanje že kar alarmantno. Mi imamo na Štajerki 3 velika gradbišča. Jasno, se strinjam z vami, ta trenutek je obseg teh pripravljalnih oziroma teh obnovitvenih del prevelik. Zdaj, razumem, da je most Devina na štajerski avtocesti prišel do kolapsa in da so se morali odločiti, da ga bodo zrušili in naredili novega. Ampak nisem prepričan, da je most Devina, ki je mimogrede ostal še od avtoceste zgrajene leta 76 oziroma takratne polovične ceste, kolapsiral čez noč. Verjetno se je vedelo, da s tem mostom nekaj ni v redu in da bi bilo mogoče lahko smiselno ta most sanirati tudi 2-3 leta nazaj. Lahko. Še posebej, ker so bili plani za sanacijo avtoceste med obema predoroma Pletovar in Golo Rebro tudi že kar nekaj časa pri Darsu na mizi, 3-4 leta nazaj, to vem, ker so mi ljudje, ki delajo tam, to povedali. In bi že te 2 gradbišči lahko malo bolj zamaknili, s tem, da so se že zadnja 3 leta non-stop na tem delu dogajala neka obnovitvena dela. Ampak imamo pa še najmanj 2 potem podobne. Pa pridejo Domžale, tu pa moram Dars vzeti v zaščito, pa ne zato, ker bi imel kar z njimi, ampak ker je to resnica. Dars je pred 6-7 leti že vložil zahtevek na Ministrstvo za okolje in prostor za širitev avtoceste
iz 4-pasovnice v 6-pasovnico. 6 let mu MOP oziroma okoljevarstveni direktorati oziroma kaj je bilo pač teh njihovih sestavov v hiši, ni izdalo pozitivnega soglasja. Izdali so jim ga lansko leto, ko je javnost in vse, kar je bilo okrog tega, ponorela, zato ker je pravzaprav vse pred Ljubljano, tako kot sem že prej rekel, stalo že pred Kompoljem. In seveda, Dars je zdaj padel v eno godljo, očitno so bili tukaj tudi pritiski zaradi predvolilnega časa, da se ta gradbišča zdaj odprejo pa vse. V resnici smo pa zdaj padli v eno tako zgodbo, ko pravzaprav ljudje begajo z vozili od enega gradbišča do drugega. Zdaj, tisti, ki smo non-stop na cesti, nam to ne predstavlja problema. Moramo se pa zavedati, da niso med nami samo vešči vozniki, da so med nami tudi neizkušeni vozniki in seveda takšne zadeve ljudem povzročajo stresne situacije. Na Primorski moram reči, da je podobna situacija, jaz se sicer zdaj tam že nekaj časa nisem vozil, ampak kolikor slišim, imajo velike težave z priključevanjem na stranske, torej na avtocesto kot tako, in tukaj bo dejansko potrebno za naprej narediti nek plan nekega vzdrževanja, ker roko na srce nekaj stvari, s katerimi se danes ukvarjamo, bi pa Dars komot lahko rešil pred leti pod nekimi drugimi upravami, pa tega ni storil, zaradi tega, da je bil dobiček podjetja čim večji in da so bile nagrade upravam toliko bolj bogate. No, to je ena taka tudi mogoč zgodba gradbeništva, velike oscilacije, podhranjenost, potem pa kar bum enih projektov, ampak pustva to. Tega si mi ne želimo. To moramo odkrito vedeti, da smo mi skozi govorili, da si ne želimo kameljih grb. Zato je bil leta 2017 sprejet tudi torej pravilo o enakomerni gradnji, tudi gospodarska zbornica, kolega Henigman, ki je bil takrat zelo zaslužen, da je bilo to sprejeto, je tukaj odigrala zelo veliko vlogo in tudi moram reči, da minister Gašperšič je imel za to takrat razumevanje in se to zlato pravilo enakomernih vlaganj sprejela, ampak zelo, zelo hitro po njegovem sprejetju je bilo že pozabljeno oziroma se začel prah na njem nabirati. Ampak recimo, ko sem gledal malo statistike in bral, in jih seveda tudi z umetno inteligenco malo povzel, no, je nekako tako, da je slovensko gradbeništvo leta 2023 ustvarjalo neke rekordne rezultate. Okrog 9 milijard prihodkov je ustvarila ta panoga. Predlani se je ta obseg zmanjšal za okrog 10. Se pravi, govorimo o letu 2024. Imate mogoče kakšne informacije, kako je bilo lani? Najprej bi še to povedal, leto 2023 je bilo res odlično leto, vendar moram reči, da je bila to tudi posledica odločitve Janševe vlade, ki je v času covida, pa za razliko od Pahorjeve vlade, ko se je ta ekonomska kriza začela takrat v letu 2010, razumela, da če bo zdaj po vsem zastoju industrije, ki je bila takrat zaradi covida popolnoma blokirala, ostalo še gradbeništvo, da bo država kolapsirala in tudi bi, kar se tiče gospodarstva. In to je bil ta boom, ker se je le začela graditi tretja razvojna os, drugi tir se je začel graditi in tako naprej. Zdaj, letošnje leto, jaz ocenjujem, da bo približno tako, kot je bilo, oziroma leto 2025 se upravičujem, da bo približno tako, kot je bilo leto 2024, mogoče kakšen odstotek 2-3 še slabše, ampak to ne bo pomenilo za neke katastrofe. Za letošnje leto, se pravi leto 2026, bomo seveda videli, ker prihaja pač nova vlada in ta trenutek dejansko ne vemo, kakšne so njene ambicije na področju izgradnje infrastrukture, sploh glede na trenutne težave z proračunom in to, kar slišimo. Jaz se pa vseeno ocenjujem glede na projekte, ki so ta trenutek v gradnji, spet govorimo o železnicah, govorimo o tretji razvojni osi, govorim tudi o gradnji železniškega vozlišča v Ljubljani, pa tudi ostali projekti na državnih cestah se verjetno ne bodo povsem zaustavili, da bo ta realizacija približno na nivoju realizacije 25, pa mogoče zopet za kak procent, 2 slabša, ampak ne bo to katastrofa. Pa tudi letos ne bo kakih velikih oscilacij, verjetno. Torej ne vem, težko bi rekel, čakamo vsi, kar se bo zgodilo, ampak tudi za letos ne pričakujem, da bi bil ta padec drastičen, da bi recimo padli za 10 ali pa 15 ali pa 20%. Zdaj, kar se pa tiče naslednjih let, je pa tako, da Eurostat napoveduje, mi zopet ne vemo, kaj se bo v Sloveniji dogajalo, ker je to odvisno zdaj od nove vlade, kako bo se tega lotila, ampak evropskemu gradbeništvu, ki mu pa Slovenija kar sledi,
pa Eurostat napoveduje za naslednja 3 leta tukaj eno konstantno rast v višini 1,7 do 2,2%. Kako gradbena panoga danes čuti posledice zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu? Ja, čuti jih, gledajte, energenti so pomemben delež gradbeništva, tako pri mehanizaciji kot sestavni del posameznih materialov. Naftni derivati seveda imajo vpliv na asfaltne mešanice, imajo vpliv na proizvodno cementa, proizvodno hidroizolacijskih materialov, plastičnih materialov in tako naprej, PVC materialov, to se vse pozna. In seveda efekt se kaže v dvigu cen, čeprav pa moram reči, da cene ta trenutek vseeno niso tako skočile, kot smo se mi bali, torej skok, kot se je zgodil za časa covida, potem napada, torej ukrajinske vojne in tako naprej, ni bil tako drastičen, tako da mi vsi želimo, da se bo ta kriza na Bližnjem vzhodu čim prej končala. Res pa je nekaj, da mi še vedno živimo od nekih zalog tukaj na področju Evropske unije, govorim o nafti, govorim o plinu. Problem bo, če se Hormuška ožina ne bo odprla in da se bodo zaloge v Evropi spraznile. Potem bo pa ta skok dost bolj boleč, kot je ta trenutek. Ampak, a se mogoče čuti da so se veliki investitorji, ne govorim toliko o javnih, bolj v zasebnih, zaradi teh negotovostih pomaknili malo nazaj in bo manj dela za gradbenike? So se omaknili, definitivno zasebni sektor, ki to financira seveda z nekimi svojimi kapitalskimi vložki ali z bančnimi krediti in tako naprej, je jasno pri teh zadevah zelo, zelo previden. Ker še nekaj moramo povedati, kriza se ne dotika samo gradbeništva, zaradi energentov, se ne dotika samo gradbeništva, dotika se tudi ostalih proizvodnih vej, dotika se avtomobilske industrije in tako naprej. Tudi vemo, da recimo Nemčija ima že nekaj let kar velike težave za svojim gospodarstvom. Zdaj, en segment, čeprav ne morem reči, da je to sreča, ker gre za industrijo, ki jaz osebno seveda ne podpiram, ampak pač tu je zaradi geopolitičnih razmer, da se sicer velik del sredstev zaseli v oborožitveno industrijo, da se bodo verjetno tudi tam gradile nove tovarne orožja in tako naprej, ampak seveda to vprašanje, kaj to za Slovenijo pomeni, za naše gradbeništvo, za našo dodelovalno industrijo, ki sodeluje z ostalimi partnerji. Tako da tu so te stvari še odprte. Zdaj, kaj pričakujem? Jaz osebno pričakujem, da se bo predvsem ta politika države, ki je bila zadnja 4 leta do gospodarstva izredno mačehovska, ta odnos jaz resnično ne razumem, zakaj je bil tak, ampak očitno to nekomu že ustrezalo, da se bo predvsem ta predvidljivost vrnila nekje tudi v vladne sobane v odnosu do gradbeništva kot takega in da bomo dejansko gospodarstvo, ki nosi državo, to se moramo vsi zavedati, država ne živi na kreditih, ki jih jemlje na finančnih trgih, ampak živi od tega, kaj ljudje v tej državi proizvedejo, da bomo morali tukaj ustvariti neke bolj normalne in zdrave razmere. Gospodarstvo ni sovražnik politike, ni sovražnik države, ampak želi tukaj normalno, predvidljivo ustvarjati in tudi uspešni gospodarstveniki seveda ne smejo biti nekomu ideološki trn v peti, tako kot je to zadnje čase. Ampak drug problem so pa recimo više cene, ki so zdaj tudi nekje posledica višjih vstopnih stroškov, se pravi energentov, bitumnov in drugih materialov, ki so vezani na to. To verjetno tudi prinese do teh nepopularnih aneksov. Kako se zdaj izvajalci pogovarjajo z javnimi naročniki, če so jim stroški toliko porasli? Glejte, mi smo imeli največji šok in največji problem pred 6 leti, ko je izbruhnila covidna kriza. Zakaj? Govorimo o tem cenovnem šoku na relacijah izvajalcev in naročnikov, ker smo pravzaprav prej imeli 20-25 let zatišje. Neke inflacije ni bilo, v gradbeništvu tudi ne, in vse se je gibalo v neki normali 2 do 3-4% inflacijske rasti. In to je bilo za naročnike nekako normalno, oziroma v sklopu tistih 10%, ko se doben o poračunu cen niti ne pogovarja. Potem se je zgodil COVID, glede na to, da so se generacije in zopet posledica izobraževalnega sistema, ki se s tem zadnjih 20-25 let sploh ni ukvarjal, je prišlo do teh vprašanj, kaj je zdaj to indeksacija, kako se zdaj te razlike v ceni obračunavajo, in tu so bili takrat pretresi. Moram reči, da smo se tudi tu takrat mi zelo prizadevali, da smo te zadeve razložili tako naročnikom kot tudi izvajalcem, tako da so se bolj ali manj
te zadeve razrešile in danes bolj ali manj vsi vemo, da če prije do rasti cen, da se bo to odražalo tudi v končni ceni, ne, in da seveda naročniki temu morajo slediti v skladu z zakonskimi pravili, ki v Sloveniji veljajo. In tudi FIDIC določila, po katerih se državni infrastrukturni projekti izvajajo, to zelo jasno regulirajo. Je pa drugo vprašanje, ne, tudi to, kar sem jaz pisal v svoji kolumni zadnji, koliko država ne frizira teh FIDIC določil oziroma koliko jih je pripravljena upoštevati. So pa FIDIC določila kristalno jasna in korektna in če veljajo po celem svetu, ne vidim razloga, da ne bi veljali v Sloveniji, kaj so dolžnosti naročnika, kaj so dolžnosti inženirja in kaj so dolžnosti izvajalcev. Skratka, pravila fair igre so postavljena. Jaz imam pa večkrat v Sloveniji občutek, da politiki ta fair igra ni najbolj všeč in potem se vtikuje v stvari, ki ni v njeni pristojnosti. In če ste brali tožbo Japi Markezija, je tam bilo zelo jasno napisano, kako se je recimo politika vtikovala v razmere na drugem tiru. Kako pa je pogajanje o novih cenah, spoštovanje FIDIC pogodb pri večjih zasebnih naročnikih? A so tam pravila bolj jasna? Poglejte, jaz sicer nimam zdaj podatka, koliko zasebni naročniki, podjetja, ki gradijo FIDIC, upoštevajo. Recimo, če boste me zdaj vprašali, ali Krka kot ena največjih tovarn v Sloveniji pri svojih investicijah upošteva FIDIC ali ne, tega ne znamo povedati, ampak bolj ali manj imam pa ta podatek, da so zasebni naročniki dejansko v odnosu do izvajalcev del bolj fleksibilni, bolj razumejo situacijo in dejansko jaz nisem v zadnjih 5 letih, ko smo se pogovarjali o teh težavah, jaz sem tudi kar nekaj o tem pisal, da bi imeli nek podatek, da bi recimo nek zasebni investitor se postavil na okope in da izvajalcev del ne bi hotel plačati tisto, kar se je zgodilo zaradi nekih cenovnih pretresov. Ampak kakorkoli, ta kultura v Sloveniji, kar se tiče državnih naročnikov, se bo morala dvigniti. Mi smo po drugi strani tudi zelo jasno povedali, da FIDIC mora biti spoštovan tako, kot je zastavljen. Zdaj je Gospodarska zbornica, torej Združenje za svetovalni inženiring, pripravilo najnovejše izdajo FIDIC-a, za katerega pa slišim, da bodo javni naročniki potrebovali kar nekaj let uvajalnega obdobja. Zdaj, kakšno uvajalno obdobje pa mi rabimo pri uvajanju najnovejšega FIDIC-a? Ne, kaj bomo zdaj se mi uvajali, oziroma kaj bomo mi zdaj tudi testirali. V svetu, v razvitem gospodarskem svetu je FIDIC zelo jasno napisan in mi za tukaj ne rabimo dobenega uvajalnega obdobja. Tako da mi bomo seveda to podrobno spremljali, zdaj kako se bo pa zgodba odvijala, pa bomo videli. No pa če smo začela na vzhodu, pa deva še končati na vzhodu, a lahko? Malo bolj posredno, ne glih neposredno. HŽ, se pravi Hrvaške železnice infrastruktura, je ravno ta teden, oziroma prejšnji teden, na razpisu za obnovo in gradnjo drugega tira 80-kilometrske proge med Dugim Selom in Novsko izbrala indijsko podjetje Afcons. Zanimiva je pa cena, 680 milijonov evrov brez DDV. Je ta cena realna? Glejte, težko bi rekel zdaj, ker res ne poznam projekta, zdaj vem, da je dolžina 80 km, da je obnova starega tira in gradnja novega tira zraven, ne vem, koliko je premostitvenih objektov, koliko je predorov, tega podatka nimam. In še neki postaj bojo ampak, mogli narediti. Ja. Če naredim zdaj paralelo z drugim tirom, ne, pri nas, ki je sicer vrhunsko sprojektiran, izredno kompaktno in tako naprej, upam, da se bo tudi Glinščica umirila enkrat, je ta cena za Hrvate več kot ugodna. Ne, za sosednjo državo. To je zdaj po mojem poznavanju že drugi projekt, ki so ga dobili zelo ugodno, ker tudi Pelješki most so po mojem mnenju dobili praktično zastonj. In zdaj se seveda postavlja tukaj vprašanje, ne, ali je bil drugi tir pri nas predrago investicijsko zastavljen. Jaz bom ta razgovor zaključil s tem, da bom povedal, da sem kot član projektnega sveta za civilni nadzor takrat zelo jasno, še tisti prvi upravi 2 TDK-ja postavljal vprašanje, izhajal sem pa iz
paralel potegnjenih iz avtocest, iz cen po tekočem kilometru najzahtevnejših avtocestnih projektov, za gabariti avtoceste, z tehničnimi elementi, ki smo jih na avtoceste gradili, z železniško progo med Divačo in Koprom, ki je mimogrede 1/3 širine avtoceste, ki je imela ravno tako oporne zidove, predore in tako naprej, kot smo jih imeli recimo na Trojanah. In mi smo zgradili kilometer železniške proge, tu nekje mislim, da za 50 milijonov evrov po kilometru, enotirne proge. Zdaj, jaz bom tukaj naredil piko, vsak si bo pa zdaj zračunal, ali je bila to ugodna cena za Slovenijo ali ni bila. Ok, da na koncu pritisne res eno tako pravo piko, ne? Slovenska politična situacija, vemo, da se oblikuje nova vlada, zelo verjetno bo to desna opcija. Koga si želite na okoljskem ministrstvu in koga si želite za ministra na ministrstvu za infrastrukturo? Jaz si želim predvsem ljudi, sploh zdaj imena, ki krožijo v javnosti, niti ne zanimajo. Jaz si želim ljudi, take kot sem tudi napisal v svoji kolumni. Ampak mene ravno zanimajo imena, mogoče pa naše gledalce tudi. Glejte, recimo zdaj, ne vem, za ministrstvo in okolje in prostor je zdaj mislim, da kot prvi favorit Zvonko Černač. Jaz sem z gospodom Černačem delal, ko je bil minister za promet. Moram reči, da je zelo deloven, zelo agilen, tako da verjamem, da se bo na MOP-u čas začel vrteti hitreje. Upam tudi, da bo kot minister imel posluh za stvari, o katerih mi na naših strokovnih zbornicah, tukaj ne mislim samo naše zbornice, ampak tudi inženirsko zbornico Slovenije, opozarjamo že kar nekaj časa, tudi vi jih poznate, vprašanje dolgotrajnih postopkov pri izdaji okoljevarstvenih dovoljenj, vprašanje dolgotrajnih postopkov pri umeščanju v prostor in tako naprej. To se je nagomilalo problemov v zadnjih časih, v zadnjih letih ogromno. Ne? Drug favorit, ki kandidira oziroma zdaj je kao prvi favorit za infrastrukturo, pa je minister Jernej Vrtovec, za katerega tudi mislim, da je v prvem mandatu zelo, zelo dobro opravil svojo vlogo. Tudi moram reči to, kar sem že povedal prej med intervjujem, da je zagnal nekatere velike infrastrukturne projekte takrat v času COVID-a, ki so pomagali Sloveniji prebroditi tisti res hudi padec, da ni bil še hujši. Zdaj, kakšne bodo pa generalno pogledi vlade, ker nista sva ta dva zdaj otoka na svoji sferi, kjer lahko delata, kaj hočeta, bo pa odvisno tudi od finančnega ministra, od percepcije predsednika vlade, kako bo na stvari gledal. Moram pa reči, da po teh komentarjih, razgovorih, ki sem jih slišal in tako naprej, je pa vsem prišlo nekako do malih možganov, da takšno situacijo, kot jo imamo sedaj na področju prometa, da recimo ne moremo že 6 let zagnati tretje razvojne osi na novomeškem koncu, kjer je pravzaprav vse pripravljeno zaradi tega, ker neka civilna iniciativa ali pa še bolj oseba, ki ima čisto svoj osebni interes, to zavira preko sodb in ne vem česa vse. Da ne moremo zagnati hidroelektrarne Mokrice, ki je še zadnji element izgradnje spodnjesavskih elektrarn, ki se mimogrede gradijo že od leta 1988, se pravi še 2 leti, pa bo 40-letnica, da zgradimo 6 pretočnih elektrarn. Ne vem, kaj bi Kitajci rekli, če bi jim nekdo to povedal. Ne? Skratka, da se bodo takšne anomalije začele reševati promptno, ker mi imamo izredno veliko gospodarsko škodo zaradi tega. Ne? In še enkrat, mi ne gradimo stvari, ne stanovanj, ne pločnikov, ne bolnic, ne česarkoli, kar je povezano z uporabo ali pa z gradbeništvom zato, ker bi filali gradbince, tako to marsikdo misli, ampak gradimo zato, ker ni to, kot ljudje potrebujemo. Vi prihajate z Koroške, veste, koliko potrebujete, da se pripeljete do Ravn na Koroškem, kjer ste doma. Vaš koroški kolega novinar Slavko Bobovnik mi je ne vem kolikokrat jamral in preklinjal, ko se je vozil iz nočnih odmevov v Radlje ob Dravi. Skratka, jaz mislim, da mi tega ne potrebujemo, saj smo pa dovolj bogata država, da take stvari rešujemo. Če smo v času ekonomske krize najdli ne vem koliko 5 milijard na nekih bot trgih, ki smo jih vrgli v banke takrat,
kar čez noč, ne, potem pa res ne razumem, da ne moramo najti 3-4 milijarde, recimo, da začnemo načrtovati in se pogovarjati o hitri železniški progi med Mariborom, Ljubljano in Koprom, ki bo omogočila hitrosti 250 ali pa 300 km/h, da se bom jaz med Mariborom in Ljubljano ali pa moji otroci pripeljali v 45 minutah, tako kot se v Holandiji pripeljejo med Rotterdamom in med Eindhovenom, ki je približno ista razdalja kot Maribor-Ljubljana. Gregor Ficko, najlepša vam hvala. Nikaj. Spoštovani gradbinci, projektanti, arhitekti in vsi tisti, ki vas zanima področje gradbeništva v Sloveniji, upam, da ste izvedli kaj novega oziroma kaj pametnega. Tisti, ki ste pa poslušali v kakih zastojih na slovenskih avtocestah Blind Podcast, pa upam, da vam je čas hitreje minil. Še enkrat hvala, nasvidenje. Hvala tudi vam za povabila.